To smo bili svanti varnosti, ki so bili vsi v Bruslu. Ja. Ma imaš moderno riješiti? Ja. Tu prekajajo, tako je tudi v redu, ne? Ja, vse če bolj? Možda da smo pa snel. Ja, jasno. Radi na poslišen. Ne se piščavka. Jemno. Sta lepa slika, veš? Ja, tako, da se beležimo. Zdaj se vidi, ne? Devo s tistim plaščem, s kapo. To je ta, model mali. To kapo slovensko. To je Mitja Hrmović.
Predlagam, sedaj so mi javni sporočili, so mi, da ljudje še prihajajo, da so še v garaži in tako dalje, pa bi mi to začeli z shodom, ki je ob čez 3-4 minute. Ste za to, da počakamo? Super. Eno lepo domačo Marjan, Tone in Vili. Lep aplauz. Tone! Hej! Tone!
Tako, zdaj bomo pa začeli zdaj zares. Na pobudo organizatorjev borcev za dostojne pokojnine iz Štajerske vas vabim po tekstem pohodu mimo parlamenta do vladne palače, kjer bomo osebno izročili kazensko ovadbo tovarišu Robertu Golobu. Se nanaša zaradi zanemarjanja dela in odgovornosti kot VD ministra za zdravje in kot predsednika vlade po 258. členu kazenskega zakonika, kjer je zagrožena kazen do 3 leta zapora. Kot si tudi zasluži. Kdor ne more ali noče hoditi sedaj z nami do vlade, naj počaka tukaj, vrnite se bomo hitro. Zdaj, hvala lepa vsem Štajercem zaradi vaše pobude in seveda tudi ostalih. Tako, zdaj pa lahko sledite zastavi našega instituta iz Slovenije in gremo na levo, pa prvo levo do vlade. Tako gremo.
Oi, giro. Evo nas, to smo pa naši.
podpirali nuke, oziroma da njim paše. Ja, ja. Roka boli. Roka mi ja mi pomaha. Mogu pomaga. Smil. Bom pa zamenil roko. Ne se bom zamenil. A že krti? Ja. Dol bo šel naprej malo. Zdaj gre proti koncu. Ali še pomagam? Ne, dosti, hvala lepa. Hvala, čau. Dosti fajn. Ja, pozdravljam. Hvala. Samo ste to dali, ste ne slišali. začetka shoda. Na prvo pa sliki. 5 minut do slika.
moramo to delati zdaj. Pa da v Nova 24 šla naprej. Spoštovane gospe in gospodje, spoštovane upokojenke in upokojenci, dragi delavci, mladina, vsi ljudje dobre volje, ki ste državljani Slovenije. Pozdravljeni vsi navzoči na Trgu Republike v Ljubljani na 8. vseslovenskem shodu ljudi, ki iščemo svoje pravice. Ker smo nezadovoljni s stanjem v državi, ker opozarjamo na preslabe razmere življenja upokojencev in vsak dan večjega števila ljudi, ki ne zmoremo več. Danes še posebej pozdravljamo rojake Slovencev v zamejstvu in vse, ki so razseljeni širom sveta. Veseli in ponosni smo, da se nas je zbralo zares veliko proti pričakovanjem. S tem smo dokazali naše resnično stanje in odločenost, da se borimo proti krivicam, ki smo jih bili deležni in z njimi živimo. Pred mesecem smo obljubili, da bomo vsak shod začeli s tiho molitvijo. Oče naš ali Amin ja Rabbi ali katerokoli drugo molitev in se z dobrimi mislimi spomnili na bolnike v bolnicah, rakave bolnike, ostarele in osamljene po domovih in zavodih, na trpeče in vse, ki ne morejo biti z nami skupaj. Na koncu jim iz srca zaploskajmo v pogum, voljo do življenja in jim pokažimo, da smo z njimi tudi takrat, ko nišče drug ni.
Zdaj pa položimo roko na slovensko srce in zapojmo v čast in slavo naši domovini Sloveniji. Programi in storitve RTV Slovenija spadajo med javne dobrine, ki so in morajo ostati dostopne vsem. Spadajo v skupino kolektivnih dobrin, ki so v skupni rabi in imajo etično prednost pred drugimi dobrinami zaradi njihovega prispevka k družbeni blaginji, predvsem v smislu politične enakosti državljanov in ko se enkrat dosegljive, nikogar, predvsem v smislu politične, ko so nikogar ni mogoče, niti se sme izključiti iz njihove uporabe. Se upravičujem. Tako je lastnosti javnih dobrin že leta 1954 opisal ameriški ekonomist in Nobelovec Paul Samuelson. Zdaj ste razumeli bistvo te vsebine. RTV je javna hiša in je naša od vseh. To se pravi, je hiša, kateri mora slediti vsem ljudem in državljanom naše države. Ona mora biti predvsem javna dobrina, ne pa enoumje, kolikor je sedaj. Sedaj imamo v bistvu ideološko pošast, v kateri je 15 plus zgubljenih duš, kateri mislijo, da je RTV njihova last, da jih je več in da je tu še vedno njihova življenja, da je neplačevanje tega prispevka protizakonito oziroma nezakonito. Kaj je res? Pa tudi vaše vsakdanje delovanje je protizakonito. Tako je! Dragi volji v vladi in v parlamentu. To dokazujete skoraj vsaki dan. Lažete in kradete. Še posebej vaš kapo di banda, tovariš Robert Golob. Enkrat odpre usta in se dvakrat zlaže.
to je dokazal že 100-krat. Protizakonito, pravite, neplačevanje. Kaj pa je, če gremo v protizakonitosti malo povedati okoli tega, da so nam ukinili muzeje, da nam vsaki dan skanjajo in da financirajo razne nevladne organizacije. To je vse protizakonito. Pritiskate na ustavno sodišče, pritiskajo na policijo. Vse to, kar počenjate tam gor v vladi, lahko označimo z protizakonito, ne pa neplačevanje RTV prisilnega prispevka. Svetujem vam, da prvo pometite pred svojim pragom. Ste zadnji v tej državi, ki lahko nam govorite o poštenju in nam karkoli očitate. Tako je! Na tem mestu in tej priliki bi želel spomniti, da so te naše zahteve o ukinitvi RTV prisilnega prispevka že naše zahteve od vsega začetka, od prvega shoda dalje, če se spomnite. Še posebej pa sedaj, ko je diktatorska koalicija brutalno uzurpirala in maksimalno spolitizirala RTV hišo z izgovorom depolitizacije in dejstvom, da so vojaki globoke države šli tako daleč, celo predaleč in vrgli ven iz programskega sveta še edinega in zadnjega upokojenca. S to potezo so nam odvzeli pravico pri soodločanju delovanja RTV-ja, programske vsebine in ostalega, kar vpliva na pluralnost poročanja. Med ostalim tudi zato smatramo, da imamo vso pravico zahtevati, da se ta prispevek ukine. Tako je! Posledično smo tudi spisali ustavno presojo o neplačevanju prisilnega prispevka in smo tudi že vložili v Ustavno sodišče Republike Slovenije. V tem dokumentu smo naredili zahtevo, naj se razveljavi zakonodaja, ki določa obveznost plačevanja RTV prisilnega prispevka vezanega na električni priključek. Zdaj pa zares, spoštovane upokojenke in upokojenci, vi morate skandirati sami sebi. Vi ste heroji, vi ste tisti, ki držite vse po konc, ne upar. Vi! Zdaj bomo si naredili malo premora. Majčkam, da se malo oddahnemo. Kar pa ne pomeni, da se lahko oddahne tovariš Robert Golob in kampanja, ki sedi tam not in tista, ki sedi na vladi. Svojo odgovornost boste polagali temu narodu. Dovolite mi, da za intermezzo na oder povabim pevca, ki ga vsi dobro poznamo. Danes se ne bomo veselili ob poskočnih skladbah, tudi zaradi sočustvovanja do pobitih v dveh vojnah na vseh straneh, predvsem mislim na civiliste,
ki so žrtev norcev in katerih se bojimo tudi tu, da nam že vladajo, ker podpirajo napačne stvari. Zatorej v čast tistim in umiram pokoj, ki so izgubili življenja ob nespametnih stvareh. Toplo pozdravljam Dominika Kozariča. Dragi moji upokojenci, zaporite z mano. Pazi na njeno mehko srce, ljubi jo nežno, ker bila je včasih moje dekle. Dobro jo poznam, bil sem slep takrat in nisem vedel, kaj imam. Bila nekoč je zelo in vem, da sam se kril, zdaj je tu s teboj. Stoga mi srce, ker ti namesto mene si zraven. Srečo enkrat spoznaš in ti si srečen lahko, da jo imaš. Lepo vsi skupaj zapojemo. Ljubi jo nežno in pazi na njeno srce. Dobro jo poznam, bil sem slep takrat in nisem vedel, kaj imam. Bila nekoč čez menoj in vem, da sam sem kriv, zdaj je tu s teboj. Zato ljubi jo nežno, ker jaz sem prepozno spoznal. Ljubi jo nežno, da ti ne bo tako, kot meni, da je žal. Ljubi jo nežno.
Zdaj pa še nekaj resnih besed. Dovolite mi, to pot bom nekoliko krajši. Se razumete. Vesel sem, da vas je toliko tu na Trgu Republike. So se že veselili po 7. shodu, da je naše gibanje, da so naše zahteve zamrle. Še kako ste se zmotili, tovariši, še kako. Ampak priznam, da smo se zmotili tudi mi. Malo v strahu smo oder zopet pomaknili tu, na to mesto, ker smo dejansko že mi bili pripričani od teh lažnih medijev, da drži, kar nam lažejo. Žal mi je. Ampak vseeno, pozdravljam to množico iz vsega srca z enim velikim aplavzom. Jaz bom kar to je vsipno. Ne se bati provokacij. Če mislite, da se vam bojimo, da se vas bojimo, pridite tu do mene. Pridite do mene, boste videli, kako to lepo je. 10 mesecev se zbiramo. V 10 mesecih smo dobili miloščino. Še to smo dobili za voljo vas, ker držimo skupaj, ker nas niso mogli razdvojiti s sovraštvom, niti s propagando. Začeli smo skromno in Bogu hvala, da smo začeli februarja, ter so takrat popolnoma pozabili na nas. Verjemite mi, če ne bi bilo prvih 2 shodov, uskladitve pokojnin letos ne bi bilo. To dokazuje dejstvo, da so šele prejšnji teden sporočili javnosti, da za inflacijo ne bodo več usklajevali socialnih transferov, kar pomeni, da so prve izigrali in iz usklajevanja proč odrinili nas upokojence. Ko so videli tretji protest, ko smo začeli razmišljati in upravičeno zahtevati, da upokojencem ne bi bilo potrebno, niti ne bi smeli plačevati zdravstvenega dopolnilnega zavarovanja, so nas čakali za vrati parlamenta in 10 minut prej, preden smo mi vložili ukinitev te kraje, vložili zakon, ki je samo odkril še eno lažno ime te vlade in koalicije. Takrat so rekli, 24 let smo se borili, da smo odpravili prostovoljno dopolnilno plačevanje. Naredili so pa samo, da je to sedaj obvezno. Še ena laž! Lopovi! Še ena laž! In naslednja laž, ki jo bomo čutili na podlagi tega, prihaja 1. januarja. Res, da so bolj iz strahu kot ne podarili neko miloščino, ki nas čaka novembra in decembra v višini 1,8%, se mi sram povedati, ampak sramota. Zraven nam bodo podarili, recimo temu, 40% od letnega regresa. Gospod Golob, kaj pa zima in ogrevanje in vaša prodaja elektrike in drago plačevanje, ki bo na plečih upokojencev, kaj pa izredni dodatki? Laž! Laž! Lopovi! 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 Lopovi!
dopolnilnem zavarovanju zdravstvenem. Golob je ob napovedi teh miloščin slavnostno rekel tudi, da bo po sklepu koalicijske pogodbe najnižja pokojnina za polno delovno dobo čudovitih 700 evrov. Gospod Golob, lagali ste, ker boste 1. januarja teh 700 evrov in nam vsem skupaj znižali pokojnino za obvezno dopolnilno plačevanje, ki bo še 10 evrov dražji, kar pomeni, da bomo vsi dobili 50 evrov manj pokojnine. Lopovščina! Lopovščina! Zakon, ki smo ga vložili tudi z vašo pomočjo, ko ste zbrali 10 000 podpisov, še danes leži v parlamentu in ne gre v redno proceduro. Če bi nas, gospod Golob, starejše, predvsem pa zelo izkušene, delovne ljudi, tisti, ki smo garali, ne sedeli zlato žlico ob srebrnih krožnikih, polne hrane in dobrot, če bi nas poslušali in vprašali, zakaj smo mi zahtevali 750 evrov, zato, da bi vašo rit reševali, ne svojo. Če bi nas takrat poslušali, bi bile tiste minimalne pokojnine res 700 evrov, tako bodo pa še daleč od te vsote. In še eno stvar smo si izborili iz teh protestov. Že je neka gospa, ki je pogorela na volitvah v celoti, pa dobila mesto ministrice ne samo enega, zdaj tudi drugega resorja. Bratušek Alenka! Obranili smo njeno srčno željo, da bi nam ukinili javne prevoze, češ, upokojenci delamo dren po avtobusih. Tej vladi upokojenci delamo dren tudi z življenjem. Tej vladi. In samo eno upozorilo, če ne veste, kako zmanjšati dren na avtobusih, gospa Bratuškova, januarja ste podpisali v svojem življenju že drugo pogodbo s švicarskim podjetjem za nakup 20 vlakov v vrednosti 150 milijonov, tirnic pa nimamo. Zakaj dvakrat pri istem podjetju, dvakrat po 20 vlakov? Gospa Bratušek, vi veste najbolje, mi pa slutimo. Kupite avtobuse, pa boste lahko vozili študente in nas upokojence. Vesel in ponosen sem. Pred 3 dnevi sem bil na Golniku. Vaša volja, vaša moč, vaša prisotnost je moje zdravje in je zdravje naše Slovenije. Vsem hvala, ki ste prišli. Počakajte do konca. Danes boste odločali še o eni zgodovinski zadevi. Odločali boste vi na koncu. Vem, da smo že malo predolgi, da smo telerožnenci mamure. Ampak dovolite mi, zdaj vsi v en glas. Gremo, čebelice slovenske, gremo! Sonce šlo je za goro, prah je padel na zemljo, pesem čri
zastave. Super, usedite se! Bravo pokojnici, bravo Slovenija! Moje srcu je nebes, na jesenski dan večer, čiček pesem je odpel, a ne zvonime, čas je Do konca! Dober dan, spoštovane upokojenke in upokojenci. Kot vidite, samo v slogi in v masi je moč. In zato apeliram na vse, kateri še niste prišli, pridite, ker samo s tem bomo uspeli. Kot vidite, smo uspeli kar nekaj. Ti ljudje na vladi so 16.9. leta 2022 ob 8:30 jutraj dobili naše zahteve, ampak se je gospod krasno nasmejal in rekel, to pač ne gre, se je rekel, gledajte, mi smo vas postavili, mi smo to domovino ustvarili in zdaj lahko tolčemo za pridno delo. In jaz sem rekel, če ne boste upoštevali, bodo se organizirali protesti in vas bomo iz vlade vrgli. In gospod Sajec je na stol in prekrižal noge in se je sladko smejal, na kar sem se jaz prekrižala noge in sem se jaz njemu sladko smejala in se rekla, se vidimo 1. marca, na srečo je gospod Rupar s 1. oktobrom že to organiziral v februarju in še enkrat ne bomo si dovolili, da nas eutanizirajo, ponižujejo, nam dajo mizerne pokojnine. Dolžni so nam še za leto nazaj poračun od leta 2009, od lanskega leta, ki je bilo in podražite za 18%, še lastnikov moramo dobiti najmanj za 6%, letos so cene poskočile vsaj za 12%, teh hipov, nekateri artikli za 50, 40, nismo neumni, znamo računati, dovolj vas imamo.
zapustite dostojno svoja mesta, ne da delite naš denar raznim paradam ponosa, nekimi prijateljicam po 300. Inštitutom za preprečevanje spolov 300 000, to je naš pripravljen denar, v našo blagajno je to treba dati in si tega ne bomo dovolili, ne da to srečaš v trgovini. Se mi je zgodilo, pred mano je stala v Mariboru gospa, ki je verjetno da stara 85 let, nisem jo vprašala za leta in je odprla denarnico in je dala blagajničarki toliko denarja ravno za 250 gramov koruznega zdroba. Mene je to šokiralo in tega ne moremo res zraven gledati. Dajmo se upirajmo in si ne dovolimo, da nas pohodijo. In takih prihodov je v trgovino veliko. Se bi hotela ponuditi, rekel, gospa, poveste, kaj želite, vam jaz pomagam, vam kupim košček mesa, kebaso. Rekel, ne, najlepša hvala, s tem sem zadovoljna, ker se moram naučiti s tem preživeti, ker nimam prihodka takšnega. To je tragedija in ta vlada nas na to pot pelje, na pot Venezuele, Grčije, ne, dosti tega. Da se tako množično udeležujete protestov in še pridite, še večjem številu. Čau! Spoštovani upokojenke in upokojenci, še enkrat Dominik Kozadič, ki bo zapel eno lepo pesem. Se naroče noči, nebo je skrilo izgubljeni poti. Le tebi uspelo pustiti v meni je sledi. Ki nad oblaki, ki se roduje najraj. Vlada praznina, krepetila insaj. Tako me pozabim, tako izbričena vse. Kako naj strgam, kar si vsadila mi smrti. Mimo mene si, ko tiho pogrezam, se naroče noči. Nebo je skrilo izgubljene mi poti. Le tebi uspelo pustiti v meni je sledi. Raznih glaviš, kamo tudi pre mene, povino s teboj.
In še zadnje dejanje 8. shoda. Takole boste mogli Golobovo vlado držati, jaz bom stal na svojih nogah. Glasovanje o začetku ustanavljanja nove stranke upokojencev. Na enem od shodov smo obljubili vladi, da okolikor se bo norčevanje, poniževanje in posmehovanje iz upokojencev nadaljevalo, stopimo na politični parket. Danes je prišel trenutek, o katerem boste odločali vi. Ne glede, ali ste bili volivci Svobode, Slovenske demokratske stranke, Nove Slovenije, Socialnih demokratov, ne glede na to, ali ste kristjani, muslimani ali verniki drugih ver, ne glede na to, iz katerih držav ste prišli iskat srečo v Slovenijo, vsi tu navzoči imate volilno pravico, glasovalno pravico. Zdaj vas bom prosil, ko bo glasovanje, no sicer zastave lahko držimo z eno roko, glasujemo pa z drugo. Vsak izmed nas 4 ustanoviteljev in članov izvršilnega odbora si je danes nadel praznično obleko. Nadeli smo si kravate. Vam v čast in vam v spoštovanje. Zato bo vsak izmed nas 4 povedal, zakaj bi podprl ustanovitev stranke. Jaz sem že povedal. Za vaše pokojnine, za odpravo krivic in za boljše življenje upokojencev. Stranka. Zakaj stranka? Zato, da vrnemo slovensko politiko, demokracijo, modrost in etiko, spoštovanje in predvsem lepo obnašanje. Predvsem pa, da vrnemo upokojencem dostojanstvo in dostojne pokojnine ter samospoštovanje. Povem vam, da bo ta naša stranka uspešna in konstruktivna zato, ker jo gradimo in ustanavljamo z srcem in ljubeznijo, z znanjem in pravimi ljudmi, ter ne nazadnje z voljo spremeniti stvari na bolje. Mi nismo instant stranka, takšne kot do zdaj poznamo, Golobove, Cerarjeve, Bratuškove in ne vem koliko. Mi smo prava stranka, ki raste iz temeljev. Mi smo vaši in bomo vaši zastopniki, to mi verjemite. Sedaj se je pokazalo, sedaj smo končno po 30 letih upokojenci dobili stranko, jo bomo dobili, katera se bo borila in zauzemala za vse upokojence Slovenije. Tako. Stranko bomo ustanovili tudi zato, da bomo bolje slišali izven naših meja. V Bruselj smo ponesli sporočilo o krivicah, ki se dogajajo slovenskim upokojencem. Povezujemo se s sorodnimi društvi izven naših meja. Eno takšnih je tudi na Hrvaškem. Predsednica je bila skupaj s člani prisotna tudi na našem prejšnjem shodu. Dobrodelna akcija Pralni stroji, ki jo vodi naš predsednik, gospod Pavel Rupar, se približuje koncu. Pralni stroji so v našem skladišču in čakajo, da jih prepeljemo družinam na poplavljenem območju. Na našo pobudo se nam je pridružilo kar nekaj dekletnih fantov, ki so pomagali starejšim osebam pri pripravi drv za zimo, na kar smo še posebej ponosni. Veliko smo naredili,
vendar naše delo še zdaleč ni končano. Posejali smo seme in to seme bo izkliknilo. Takrat bomo tudi mi, upokojenci, prišli do pravic, ki nam pripadajo. Stranko bomo ustanovili zato, ker si vi, upokojenci, zaslužite svojega predstavnika v parlamentu. In to zato, da bo uredil pokojnine tako, da bodo pravične in dostojne. Stranka mora biti za vse vas. Vsem vam, ki se godi krivica in vam daje to miloščino. Tu se zadeva ne bo nehala. Tu se šele začne zgodba v uspehu, dokler ne pridemo v parlament. Prehajamo na glasovanje. Z dvigom rok potrdite svojo odločitev. Kdo je za to, da v naslednjih 3 mesecih ustanovimo novo stranko upokojencev? Demokratično je, da vprašam tudi, kdo je proti. Iz parlamentarnih okn vidim 3 roke. Izid glasovanja, ki pomeni tudi današnjo polno navzočnost. 21.973 za in 3 proti. Spoštovani, hvala vam za zaupanje. Vašo podporo bomo vzeli še kako resno. Da pa spoštujemo drug drugega, da hodimo z roko v roki in se podpiramo takrat, ko je to najbolj potrebno, so dokazali danes fantje, mi pa tudi. Enako spoštujemo tudi našo domovino. Čisto za na koncu, čudovita pesem Pozdrav Sloveniji, ki jo bo zapela Suzana Mali. Pozdravljena Slovenija, pozdravljeni Slovenci, dragi naši upokojenci. Zdaj bomo pa skupaj zapeli, ne bom jo sama prepevala, ne? Pa gremo, mojstri. Nosim njo, njene gore biserne, morje in nebo. Kamor pridem, kamor grem, ne pozabim je. Se potihem dobro vem, da odpre srci. Tudi če sem danes dan, z njo sem vsi doma. Za Slovenijo živim, za me je edina, je podpisal pomari, moja domovina. Za Slovenijo živim in ne moremo, čustva z njo se potopim, njeno misli drug. Govorila sta, če boš šla v dom, vidi, tu te čakava, tu živi tvoj dom, kjer se jadra z Albami, slika v Maurico, tam ljudje zaljubljeni so v Slovenijo. Tudi če sem dalec sam, z njo sem spet doma, ko je duša
številu in predvsem, da nas še vedno tako močno podpirate, vse nas, ker vidim, da se zavedate te moči in tako je tudi prav. Srečno pot, vsem lepo domov. Vidijo, Slovenija! S tem je shod zaključen.